Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Po kongresu, sobotnem kongresu Iniciative za demokratični socializem, ki je bil zaradi nesklepčnosti prekinjen, v javnost prihajajo informacije o razkolu v stranki, nesoglasja pa so tudi v koaliciji Združene levice. Med pogovori članov, ki so prišli v javnost, je vse bolj vidna razklanost znotraj IDS-a, ki kažejo na notranji razkol stranke. V stranki se sicer na to objavljeno korespondenco še niso odzvali. Razbrati pa je očitke na račun poslanske skupine, ki nekateri očitajo elitizem in skrb za lastno funkcijo. Tako naj bi prav zaradi stališč članov stranke, ki so bili večinoma nenaklonjeni združitvi v enotno stranko Združena levica, del elit poskrbel za odhod delegatov in posledično nesklepčnost kongresa. Zdaj, zadeva je seveda zanimiva toliko bolj, ker se je Združena levica vsaj po nekaterih merjenjih približala celo SMC-ju, vladajoči stranki. O tem, kaj ta spor pomeni za levico nasploh in kaj se pravzaprav dogaja na slovenski politični sceni, z gospodom Bogdanom Biščakom, političnim analitikom, in Milošem Čiričem. Dobro večer obema. Mogoče najprej, kaj se pravzaprav po vajini oceni dogaja znotraj Združene levice, ali je ta spor, ki je pač zdaj izbruhnil v Krškem, kjer bi moral biti nekako ponovitev kongresa liberalne demokracije, mislim, da izpred 25 ali 30 let. Je toliko časa že. Bilo je to leta 4 ali 95. Ja, to je pol 30 let v bistvu tega. To se pravi, kako ocenjujete ta sobotni kongres v bistvu Združene levice? No, eno je, kar se ocene tiče, najprej se velja vprašati, kaj so razlogi za tak izhod kongresa, kakor se je zgodil, in drugo, kakšne so možne posledice potem prihodnosti za Združeno levico in politični prostor nasploh. Razlogov jaz mislim, da je več, ampak morda bi jih lahko združil pod ime neizkušenost in politični amaterizem. Prvi razlog, da je prišlo do nesklepčnosti, evidenten je njihov statut, ki predvideva, da mora biti polovica vseh članov. Oziroma 30% vseh članov mora biti. Ne vem, na kaj so mislili, ko so to v statut pisali, morda to, da bodo imeli zmeraj zelo malo članov. Ker če bi imeli ambicije imeti 10.000 članov, najbrž ne bi mogli imeti take določbe v statutu, ker v Sloveniji ni dvorane, v katero bi spravil potem 30% članov, če bi bilo tako veliko. Tako da z tega vidika je to evidentna neizkušenost in slaba presoja. Ampak ljudje, ki prvič pridejo v politiko, najbrž si ne znajo zamiliti vseh situacij, ki se lahko zgodijo. Drugo, če spremljam to korespondenco, ki je prišla v javnost, je evidentno, da gre za konflikt med političnimi profesionalci in političnimi amaterji. Ta konflikt je sicer prisoten več ali manj v vseh strankih, ko pride do kongresov, ker imajo ljudje, ki niso vsak dan v politiki, manj slabše informacije od tistih, ki so vsak dan v politiki, imajo manj vpogleda v to, kaj je možno in kaj ni možno. Ponavadi zastopajo veliko bolj radikalna stališča, kot pa jih zastopa profesionalci. Ravno zaradi tega, ker ne vedo, kaj je možno doseči in kaj ni možno, imajo veliko slabši vpogled v to. In potem je prišlo pač do kratkega stika med enimi in drugimi. Vi ste povedali eno od interpretacij, češ da naj bi vodstvo te stranke, ki naj bi bilo nezadovoljno s tem z razpravo na kongresu, namerno povzročilo nesklepčnost. Če berete to korespondenco, obstaja interpretacija vodstva, ki je drugačna, da naj bi ljudje odhajali zaradi, ko bi rekel, nekorektnega obnašanja, nebontonskega obnašanja nasprotnikov, ki se niso znali zadržati in so celo grozili z fizičnim obračunavanjem, in da so nekateri ljudje nezadovoljni odšli zaradi tega. Vsi, ki nismo bili tam, seveda ne moramo vedeti, do teh dveh ima prav. Obe interpretaciji ste možni, ampak to, kar sem prej rekel, pač drži. Prišlo je do konflikta med radikalci, ki so v glavnem neprofesionalci, in tistimi, ki
so v teh 2 letih v parlamentu vendarle začeli čutiti, kako se politika dela, ne. In ta konflikt je najbrž glede na to, kako resni so ti konflikti bili, ne, če je šlo celo na meji fizičnih obračunavanj, bojo težko rešljivi. Zdaj, kakšne bojo posledice za Združeno levico zaradi tega, ne? Oziroma IDS, najprej že sam IDS, potem pa za Združeno levico, je pa zelo odvisno od tega, kako bo vodstvo se tega problema lotilo, ne. Jaz moram zelo trdo reči, ne, da so vsi ti ljudje, ne, ki so bili proti kongresu in ki so politični amaterji za, kako bi rekel, rezultat Združene levice na volitvah povsem nepomembni, ne. Edino, kar šteje, so ti, ki so v parlamentu, ne, in samo od njih je odvisno, kako bo Združena levica iz te zgodbe odnesla in kako pametno bodo zdaj ta problem odigrali v nadaljevanju. Zdaj, vodja poslanske skupine Združene levice Luka Mesec je zapisal, da naj bi mu na hodniku grozili z fizičnim obračunom. Zdaj, če malo citiram, mogoče to korespondenco, ne, pravi: vpitje, izdajalci, tolčenje po stenah, pljuvanje in poskusi fizičnih obračunavanj so enostavno stvari, preko katerih v tej organizaciji ne mislim iti. Vidim, da se v sosednji korespondenci že pojavlja upravičevanje prostaškega in do skrajnosti ponižujočega obnašanja, kot pač nismo upoštevali Malomečanskega Boltona. Nadaljeval je, da je pač, kot sem rekel, bil fizičnega obračuna na hodniku deležen skoraj tudi sam. Če ob vsesplošnem pljuvanju po sebi in svojem delu, prazna obtoževanja in osebne diskreditacije bi še nekako prenesel, pa ste danes prišli do točke, preko katere ne mislim iti. Kar se mene tiče, je danes organizacija prišla do točke, kjer ne moremo več delati naprej. IDS je nastal kot stranka in naj bi se boril proti vsem oblikam podrejanja, izkoriščanja, proti vsem oblikam nasilja, šovinizma, poniževanja. In seveda kot eden od ustanoviteljev, ustanovnih članov in koordinator te stranke sem zato dolžan opozoriti, da je tako obnašanje nedopustno in obsojanja vredno. Tiste, ki niste sposobni ali ki se niste sposobni ali pripravljeni držati osnovnih civilizacijskih standardov in ne ogrožati drugih v demokratičnih razpravah, pozivam, da nemudoma izstopite iz stranke in tako naprej, ne. V bistvu zdaj, to je, bi rekel, nismo v zadnjem času takega kongresa ni bilo, v bistvu, ne, ali pa vsaj nismo vedeli za njega. Zdaj, da bo seveda se nekaj dogajalo, je bilo že jasno naprej, ker novinarji smo bili povabljeni na začetek kongresa, potem pa je bil kongres cel dan zaprt in potem smo bili povabljeni na v bistvu izjavo ob 6. zvečer, kjer pa smo praktično prišli že na konec in pa seveda dejstvo, da kongres ni uspel. Jaz ne vem, kaj je tukaj čudnega, ne? Zato, ker stvari so zelo preproste, ne? Vi imate ta kongres in te interpretacije so najboljši dokaz, koliko je ljudi tukaj resnic, ne? In vsak od njih trdi, ima prav, ne? Ker vprašanje je, ali lahko nekdo nekoga vrže ven v eni stranki, kar tako, če mu to pač statut ne omogoča, pozivati naj nekdo zapusti, pa naj gre ven, ne? Spet moraš imeti po neki pravni logiki neko stvar imeti. Ampak jaz bi rad opozoril na en drug element, ki je iz gospodarstva znan, iz teorije že par 10 let nazaj, tako imenovani drugi val, ne? Ki se je popolnoma ista stvar zgodila, zato pravim, da to ni nobeno presenečenje, tudi pričakovano. Oni so na hitro nastavili. Vi imate v gospodarstvu, je zelo znano, da ko podjetje v krizi, in oni so nastali kot neke vrste odgovor v krizi, so ljudje dokaj povezani, dobro delujejo skupaj, sodelujejo, podrejajo neke svoje osebne interese in tako dalje. Potem pride pa do situacije, ko podjetje zadiha s polnimi pljuči, se pravi, dobro jim gre, takrat pa naenkrat vsi ti interesi vstopijo na plano in se vsi vprašajo tisto značilno bosansko vprašanje, a kde sem tu ja? Kje sem tu ja? Kje sem moja najdla? Ne? In to se je njim zdaj zgodilo. In zdaj seveda, čez to je treba iti strpno. Strpno pa pomeni to, da moraš trpeti zraven. Besedica strpnost ima besedico trpeti noter. Ti nisi strpen, če ne trpiš. Če delate to, kar smo vi navajeni, na kar sem jaz navajen, pa nisem strpen. In to pomeni, da vodstvo v takih primerih mora zelo potrpežljivo
umirjeno čakati in tako dalje, pustiti, da emocije grejo, da se postavijo in zapeljati naprej. Ne? In ker tega niso naredili, obstaja možnost, da se dejansko lahko razpadejo. In kot je Bogdan povedal, kar je dejstvo, ne? Dejstvo je, da se ne zavedajo, da so v resnici pomembni tisti, ki imajo to javni imidž, ki imajo ta javni obraz, ki so nastopajo, zato ker oni bojo lahko na novo zagnali, z njimi ali pa brez njih. Ne? In seveda še ena stvar, ki morajo upoštevati, je to, ne, da besedica governance, ne, pomeni v grščini gubernator, ne, se pravi, govori o temu, da si ti neki pilot ladje, da si ti lahko pilot ladje, da upravljaš nekem, moraš dva elementa zmerno slediti. Ne. Ena stvar je, da upoštevaš okoliščine, gledaš na nebo, kaj se dogaja in se temu prilagajaš. Druga stvar je pa, da imaš nek cilj za naprej. Se pravi, da veš, v katero smer ploješ. In če te dvoje nisi sposoben koordinirati, ne moreš voditi ladje. In točno to se njim zdaj dogaja. In glavni problem, ki ga jaz vidim v tej zgodbi, je to, da se nam lahko zgodi, da bomo izgubili nekoga, ki je zelo uspešno nadomestil tisto, kar je nekoč v SD-ju delal Lukšič, upozarjal na delavske pravice, pa je postavil, ker zdaj SD že čist pozabil, pa zdaj sreči z Janom Škobernetom spet to nekako malo vrača, medtem ko vsi ostali se ukvarjajo s ne vem s čim, ne? Ampak ne s tiste zadevo, ki naj bi SD bila tipična. Ne? In to je Združena levica dajala. Ona je bila neke vrste ves čas vest tega naroda, vest tega, da delavci niso orodje, da odpuščati zna vsak, ampak da najde delo, da ljudem najde, da pomagati razvijati ljudem, pa iskati neko socialno pravičnost. To ne pomeni, da se strinjam z vsem, kar oni govorijo, ampak oni so nas na to opozarjali. In če bi oni propadli, pa ne bo Jan Škobernet ali pa taki zalaufali tako treba, bomo imeli problem. Zdaj, mislim, seveda tu sta dve zgodbi, ampak v glavnem se pojavlja tu v bistvu korespondenca Mojca Žirak, ki je napisala, da niso bili priča kongresu, ampak navadni farsi. Tisti, ki imajo moč stranke, Kordiš je ob tem dogajanju zapisal, res to ni bil kongres, ampak v najboljšem primeru fuzbal tekma, v najslabšem primeru pa bolnica, cirkus, dretje, zmirjanje, žaljenje, žvižgi in nasmeh. In za smeh je še najmanj, kar se je dogajalo. Letelo je izrazito proti klikaške strani, ne, v bistvu, in Matevž Hrš je čestital v tej korespondenci Kordišu, Mesecu, Vatovcu in sodelavcem, da so uspešno razjebali kongres, kot piše, uspešno razjebali IDS in uspešno ste najverjetneje razjebali Združeno levico. Vsa čast Janševci rdeče barve, drugega komentarja sploh nimam. Ne, v bistvu. To se pravi, da je del bistvo članstva ni bil pripravljen na to, da bi se IDS združil skupaj z Trsom in pa Demokratično stranko dela v neko enotno stranko. Poleg tega pa je še tu četrta skupina, ki je nek v bistvu združenje posameznikov iz civilne družbe. No, sej, jaz mislim, da je v osnovi nerazlika med njimi v tem, da so eni v času, malo sem že to govoril, ko so politični profesionalci, ne, začeli čutiti, v katero smer bi morali iti, ne, ali pa bi želeli iti, medtem ko je pri neprofesionalcih ostali pravzaprav ta želja ostati gibanje. Ne, in jim, ko bi rekel, pravila igre, ne, ki veljajo v politiki, niso pisane na kožo in se jih ne želijo iti, ne, kar je legitimno. Ne, ampak v osnovi to kaže to, na kar je Miloš opozoril, ne, in to je, da kurs ni jasen. Ne. Sej, za nekoga, ki spremlja Združeno levico, je zmeraj obstajalo vprašanje, kaj pa je njihov cilj. Ne. A je njihov cilj zmagati naslednje volitve? Ne. Moj vtis je bil, da ne, ves čas. Ne. Česar jim tudi ne zamerim, ne, ampak vprašanje pa je, kaj pa je vaš cilj? Ne. Zdaj, sam pri sebi sem si odgovarjal, da morda preprosto v tem, ne, da nabirajo neko obdobje izkušnje, ne, da v tem času delajo to, kar je tudi Miloš omenil, ne, potiskajo vendarle politični prostor proti levi, ne, ali pa vsaj levi del političnega prostora potiskajo proti levi, ne, mislim na socialdemokrate, ne, da jih na nek način silijo, da to delajo in se malo bolj borijo za te pravice, ne, delavske in tako naprej. V bistvu celo koalicijo, pravzaprav. Celo, predvsem SD, ne, s tem pa tudi seveda nekoliko celo koalicijo, ne. Na drugi strani, ne, se pa vendarle zdi, ne, da ti, ki so nasprotovali temu združevanju, ker vse to, o čemer zdaj govorim, ali zmagati na volitvah, ne, ali pa uspešno izvajati vlogo potiskanja prostora v levo,
bi v resnici lahko delali samo s tem, da se združijo te tri stranke v Združeno levico. To je, mislim, nobena sama ni to je dovolj. tako evidentno, ne, da tega niti argumentirati ni treba, se mi zdi. Ne. In to, da eni tega ne sprevidijo med njimi, ne, meni kaže to, da se ne želijo iti politike, ne, da želijo ostati civilno-družbena organizacija, ki kritizira, ki dela proteste, vse to je seveda tudi potrebno, ne, ampak ne može biti pa oboje. Ne može biti politična stranka in civilno-družbena organizacija. In tle je zdaj njihova dilema. Ne. V bistvu je škoda, no, da niso prišli do glasovanja, ne, ker moje mnenje poveznavajoč, ne, dinamiko ljudi na kongresu je, da število govorcev, ne, v prid ene od rešitev tudi slučajno ne odraža nujno, ne, razpoloženja med tistimi, ki glasujejo. Ne. Ker govorijo zmeraj tisti, ki so najbolj glasni, najbolj samozavestni in tako naprej. Ne. Tako da škoda, da ni prišlo do glasovanja. Meni se zdi, da bolj verjetno, da bi izglasovali, da se združijo. Ne. To glasovanje bo potekalo menda v bistvu po, bi rekel, korespondenčno glasovanje, mislim, da preko predvidevam, da preko računalnikov ali pa preko pisem. Ne. Ampak zdaj seveda se tu znotraj se vidi še nek antagonizem, ne, med samo poslansko skupino. Ne. V bistvu, zdaj, kdo je pravzaprav lider tega. Ne. Zdi se, ne, da ima Luka Mesec vendarle neko konkurenco v ostalih poslancih, ki prihajajo ali iz Trsa ali pa iz Demokratične stranke dela, oziroma najprej iz Demokratične stranke dela so prestopili v Trst, ne, v bistvu, ne. Poznavajoč personalno v bistvu sliko te sestave 6 poslancev. Pri takih stvarih treba dve stvari upoštevati. Ne. Vsaka stranka, vsaka politika je kot ledena gora. Tisto, kar vi vidite, pa čemu se ukvarjate, je poslanska skupina pa vidni politiki. Ne. Ampak na tistem, tisto, kar se pa res dogaja v življenju, je pa nekje do spode, nekje, kar ni vidno. In tam se večina stvari v resnici stranke dogaja. In tisto, kar je tukaj najbolj opazno vidno, je to, da so gospodje, ne bom namerno rekel besedico tovariši, ne, ker so se obnašali kot gospodje, ne kot tovariši, niso prišli tam s namenom, da se z ljudmi pogovorijo, prišli so z namenom izpeljati odločitev. Tako, ja. Mislim, in so se prvič soočili v življenju z situacijo, ki je v strankah normalna, v podjetjih normalna, da je treba odločitve pripraviti, da je treba z ljudmi se pogovarjati, da je sploh, ko imaš ti močne osebnosti pa gibanja, to ne morete doseči tako, da boste vi zdaj sklicali sestanek, glasujemo, bomo prišli do tega. Potem se zgodi najpogosteje to, da oziroma, običajno te velike stranke imajo prej skomunicirano v bistvu z delegati. Ne drži to. Ne drži to, zgodi se nekaj drugega, tisto, kar je pomembno pri velikih strankah. Ne. Oni imajo liderje uveljavljene. In ko oni nekaj rečejo, to načeloma drži. Če se ne zgodi znotraj to vrenje, v tem primeru pa morate to speljati. Ampak najpogosteje pri starih strankah se ve, kdo odloča. In ko oni rečejo tako, tako je. In je zelo rekel, da je proti. Zdaj, nekateri primerjajo, ne, začetek, pravijo, to je začetek konca Združene levice, začeli so s Ciprasom, zdaj se jim dogaja Varoufakis. Pa kdo to govori? Mediji kdo to govori? Govorijo tisti, ki imajo želje, da bi se to zgodilo. To je podobno kot tisti, ki so Janšo kritizirali, pa nimajo pojem, mislim, v SDS-u. Mislim, Janša ima pa 250.000 10% gor, 10% gor v vseh volitvah. No, mislim, jaz hočem reči, da recimo, če je bil ta, bi rekel, 2014 marc prestižna unionska dvorana Grand Hotel Union, ustanovni kongres Združene levice, ki ga je takrat prišel pozdraviti celo voditelj Sirize, seveda zdaj predsednik grške vlade Aleksis Cipras. Takrat je bila nekako ta levičarska politika v vzponu in izgledalo je, da bo pravzaprav ne samo v Grčiji, ampak tudi v nekaterih Španiji ali pa še nekje drugje. Res je, da se je vmes zgodila ta begunska kriza, ki je totalno premaknila težišče, politično težišče v Evropi, ne, v bistvu na desno, ne, ampak vendarle je, bi rekel, že prej se je dogajalo, svetniška skupina v Ljubljani, potem mislim, da je
eden od poslancev izstopil iz IDS-a in tako, ne, v bistvu, ne. Tako da to dinamika tega sesuvanja je kar intenzivna in že ena korespondenca prej je bila objavljena, mislim, da danes, koliko sem se pogovarjal, ker smo jih hoteli povabiti v oddajo, seveda ne želijo o tem govoriti, ne, hočejo umiriti situacijo, ampak niti ne vejo, kako je ta stvar, ki je dvakrat interna, prišla v javnost, ne, v bistvu, ne, kar je, niti še niso v bistvu zanalizirali, kako jim je sploh to iz nekih zelo zaprtih kroga komunikacije prišlo v javnost. Ne. Se dobro spomnim enega pogovora z Milošem, smo ga imeli nekaj 10 let nazaj, ko mi je on rekel, ne, če ne želiš v Sloveniji, da nekaj pride v javnost, potem tega ne napišeš. Ne. Karkoli napišeš, pride v javnost. To je pravilo, ne, in tega se ne da skriti. Moje mnenje, ali to pomeni konec Združene levice, ne, je bilo vprašanje in Miloš je pravilno opozoril, da ga postavljajo tisti, ki si želijo, da bi bilo konec v prvi vrsti. Ampak ne glede na vse, ne, lahko da bi bilo konec, ne, lahko da bo, vprašanje je, kako bodo celo to problematiko razrešili. Ne mislim pa, da je kongres tisti, zaradi katerega bo konec Združene levice. Ne. To, da se pri Združeni levici dogajajo pomembne stvari, je bilo nekako jasno, čeprav prikrito, vsaj meni že 6 mesecev. Ja, gospod Terček je odstopil, mislim, da... Niti ne samo to. Jaz mislim, da oni po tistem začetnem obdobju, ko so bili izjemno dejavni, ne, ko so imeli tudi, po mojem mnenju, zelo lucidne interpretacije sodobnega kapitalizma, tudi v Sloveniji in v Evropi, ne, ko so recimo, ko je njihov Twitter, ne, za 10 korakov presegal Twitterje vseh ostalih političnih strank, ne, po intelektualni moči, o tem govorim, ne, se je zgodil naenkrat en precej opazen molk, ne, ki se dogaja, se mi zdi, že 6 mesecev, ne, z njihove strani in bilo je jasno, da gre skozi neko obdobje, ki mora biti notranje problematično, ne. Ko je prišlo do tega, do razgovora oziroma do javne objave, da se razmišlja o združitvi, se je meni zdelo, da je to razlog, ne, in da verjetno obstajajo različna mnenja o tem, kaj narediti in da bodo seveda imeli težave, kako čez to obdobje prideti. No, zdaj so te težave izbruhnile na precej radikalen način, ne, tudi človeško malo težko razumljiv, ne, in v resnici je vprašanje, kako bodo se uspeli čez to izboriti. Ne. To, da so zelo utihnili po kongresu, se mi zdi zelo pozitivno. Ne, in jim daje možnosti, da se konsolidirajo. Ne, ker če bi nadaljevali to debato, ki je prišla nenadejano ven v javnosti, ne, potem mislim, da jim ne bi bilo rešitve. Ne. Tako pa, če bodo pametni, ne, in to poglavje pustili za sabo izjemno hitro, ne, in rešili vprašanje, kaj z združitvijo, ja, ne, potem ni nobenega razloga, da bi bilo konec Združene levice. Je pa tu še v bistvu seveda, kot sem rekel prej, ne, nekako se zdi, da Violeta Tomić, ki je pač bila izvoljena na listi stranke Demokratične stranke dela, ne, in je potem prestopila v Trst, kar pomeni, da je Demokratična stranka dela nekako ostala brez poslanca, ne, in seveda to konfliktnost se vidi tudi v tem, da je Demokratična stranka dela z gospodom Francijem Žnidaršičem, ki je žal danes bil zasedel, ker sem se precej pogovarjal z vsemi akterji te zgodbe, botrovala temu, da se je Demokratična stranka dela preimenovala Združena levica Demokratična stranka dela, ne, tako da je zavzela praktično to ime, ne, v bistvu, ne, kar pa tudi v bistvu zdaj verjetno ti odnosi niso idilični tudi s Trsom, oziroma vsaj zdi se, da je Violeta Tomić tudi pretendentka na vodenje te Združene levice. Ne. Mislim, gospod Čirič. Jaz mislim, da je več pretendentov, to sploh ni slabo, da so. Ne. Zame je zmerno težava, ko imate samo enega, ne, načeloma, sploh če to dolgo časa traja. Ne. V osnovi je fajn, da je, vendar mora to ključna stvar je pravzaprav tukaj, ali se bojo dogovorili, zakaj sploh, kaj je razlog njihovega obstoja. Ker če se bojo oni pogovarjali zgolj o temu, da treba se združiti in da je to edina opcija, se pravi, da je to program v bistvu cele... Problem je, če je program rata organizacija.
Oni so organizacijo postavili kot cilj, pa kot program, namesto bi se pogovarjali o tem, kaj je smotrno. Ljudje se morajo najti, ti se v organizaciji ne moreš najti, zato ker je v organizaciji samo spet tisti, kot sem rekel, kjerem predalu sem pa jaz. In vsi ljudje reagiramo takrat malo sebično. In jaz ne vidim razloga, zakaj bi se oni morali nujno združiti, oni se morajo zmeniti za pravilne principe delovanja. Zmeniti se morajo, kaj hoče doseči. Mislite, lahko ostanejo tudi te štiri skupine? Na silo je škoda združevati stvari, če ne gre. Če obstaja prevelika trenja, kaj se bo zgodilo, da recimo da dosežejo združitev zdaj v tem hipu, tako je že zdaj, bez nekih daljših pogovorov, pa bez razčiščenja teh stvari. Kaj se bo zgodilo? En del ljudi bo pa odstopil. In noben od nas se ne ve, jaz ne poznam dovolj, da bi rekel, a bo to del tisti, ki je pa pomemben. Ampak oni, če te notranje demokracije nimajo jasne, pravil nimajo narejenih, nobenih narejenih, dogovorili se niso nič o tem, kaj pa sploh hoče doseči, jaz se popolnoma strinjam s tem. Pol leta ne vemo. Oni, kaj so prišli migranti, so oni popolnoma zgubili se in ne vedo, kaj nimajo reakcije. Kot da bi rekel, kot da so imeli program za eno smer, ne, zdaj tega programa jim pa noben ni napisal. Zdaj, mal z gospodom Biščakom, ker pač pozna zgodovinsko nocijo zadev, so hotel, to se pravi, ta kongres je seveda daleč od tistega kongresa liberalne demokracije. Mislim, da se je še takrat imenovala drugače, ZSMS, v bistvu, mislim, na tistem kongresu. Potem malo je zadeva spominja tudi na, mislim, da leto 1994 na Bledu, ko so se združili demokrati, LDS pa socialisti in zeleni. Ja. Takrat je bila dosti uspešna tista zgodba, vse kratkoročno, v bistvu. No, ni bilo tako kratkoročno, trajali je 10 let skoraj. No, v človekovem življenju je to kratkoročno, v politiki pa ni. No, do takega kongresa jim še precej manjka, ker to je bil združitveni kongres, na katerem so vse 4 stranke nastopile in sprejele vse, kar je bilo treba. Seveda je bilo vse prej pripravljeno, tako kot je Miloš prej omenil, in dogovorjeno in zmenjeno. In vse volitve so bile tudi vnaprej dogovorjene in zmenjene. Njim seveda manjka osnoven dogovor do tam. Se tudi tam v tistem združitvi ti pogovori pred samim kongresom niso bili enostavni. Pomeni, da kakšenkrat je tudi že mejilo na to, da se bo zadeva razšla, pa se je vendarle našlo zmeraj toliko modrosti, da se je nadaljevalo in tudi zaključilo. Jaz imam nekoliko drugačno mnenje kot Miloš, strinjam se sicer s tem, da bi oni lahko brez združitve nadaljevali naprej, če bi se dogovorili o osnovnih metodah delovanja, ampak se mi zdi, da je zdaj morda za to že prepozno, Miloš, ker zdaj je ta odločitev že na mizi, in potem, ko jo enkrat imaš na mizi in je ne sprejmeš, je težko iti na nekaj manj, brez slabe volje, brez zamir in brez polen pod nogami. Se ne rečem, da ni mogoče, ampak se mi zdi, da zdaj potem, ko je to že mimo in ko se o tem odloča, je morda vendarle težko. Tudi zdi se mi, da jih to vprašanje v prvi vrsti blokira, organizacijsko. Jaz mislim, da kar se programa tiče, so si vse te 3 skupine zelo blizu. In da jaz med njimi nisem opazil nobenih resnih razlik in vsaj v programskem delu se mi zdi bil zmeraj njihov močnejši del. To, kar je bilo pri njih pomanjkljivost, je bilo zame na eni strani kadrovska sestava in kadrovska sestava v tem smislu, da nikoli niso pritegnili zraven pomembnih slovenskih strokovnjakov. Recimo iz ekonomije sploh, jim jih manjka. In seveda politična neizkušenost, ki v veliki meri tudi botruje tem težavam, ki smo jih zdaj priča, ki so po mojem mnenju organizacijske, ne pa vsebinske. Dobro, jaz bi na tej točki predlagal, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasih. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj seveda ta debata okrog IDS-a oziroma neuspelega Krškega kongresa, ki bo pač verjetno prišel v zgodovino tudi zaradi načina korespondence oziroma obračunavanja tako na kongresu kot tudi
v pestrem pokongresnem dogajanju, je zanimiva predvsem v kontekstu neke koalicijske aritmetike oziroma bolj v smislu dogajanja, ki je pred nami. Zdaj, seveda zdi se, da pač Cerarjeva vlada pač ima neko dost nizko podporo, stranka tudi, v bistvu verjetno ne more več ponoviti tega uspeha, rezultata, da bo zmagovita stranka na naslednjih volitvah. In seveda se tu verjetno ljudem, ki pač vseeno razmišlja o političnem prostoru v Sloveniji, postavlja vprašanje, kdo je pravzaprav tista stranka, ki bo nastopila na levo sredini. A je mogoče eno začetno vprašanje, ali se lahko res pojavi še kakšna nova stranka oziroma lahko se ponovi, ali se bo zdaj v bistvu naslednje volitve oziroma ki so še zelo daleč, vsaj formalno 2018, 2017 so predsedniške volitve, katera je pravzaprav tista stranka, ki bo nekako integrirala te glasove na levi sredini. No, po mojem mnenju sicer, ker smo Združeno levico začeli, Združena levica ni bila nikoli pretendent na to, da bi potegnili. Mislim, jaz sem že prej rekel, da ko se sprašujem, kaj je njihov cilj, se mi ne zdi, da je bil njihov cilj zmagati na volitvah in to razlog za to, na naslednjih volitvah seveda govorim, na kakšnih kasnejših že, ampak govorim o naslednjih, razlog, da sem tako razmišljal in razmišljam še zmeraj predvsem tem, kar sem prej opozoril, da se niso v resnici nikoli trudili pritegniti nekih novih ljudi, starejših od samih sebe, ki med slovenskimi volivci vzbujajo več kredibilnosti v smislu, ne v smislu iskrenosti, ki je po mojem Združeni levici redko kdo odreka, ampak v smislu sposobnosti uresničiti neke ideje, ki jih imaš. Zato je vendarle treba neko tako strokovno kot politično znanje. In obojega Združeni levici primanjkuje. Ne primanjkuje jim pa tudi entuzijazma, ne primanjkuje jim analitičnih sposobnosti. To dvoje so imeli. In ker teh novih ljudi niso kazali nobene želje, da jih pritegnejo, se mi je zdelo, da imajo verjetno za cilj vendarle preživeti en mandat, pa še enega v nekem obdobju učenja. V tem času bodo tudi sami postali, ne bojo več tako mladi fantje, kot so danes, pridobili neke izkušnje in potem na naslednjih volitvah šele štartati na zmago. In zaradi tega sem rekel, da se mi ne zdi, da so bili oni kadarkoli pretendent na to, da pritegnejo znotraj levice tok. In potem seveda ostane vprašanje, ali ga lahko SMC, za katero je itak vprašanje, ali je na levici ali ne. Ja, v bistvu, to je tja se je uvrstilo debata v bistvu za kasneje. Iz neke nuje. Mislim, nastala je ker so si levi volivci želeli nekoga, ki zmaga, so si rekli, tole so pa levi, to je pa leva stranka. In na kakšnih področjih se pokažejo za leva stranka, na kakšnih pa ne. Tako da je tle dilema. Ampak če pustimo to strani ob strani in se vprašamo, ali je SMC lahko tista, ki potegne, bi danes rekel, da ne. To ne pomeni, da ne more dobiti največ na levici. Ne mislim pa, da lahko potegne do te mere, da bi samoumevno je pripadalo mandatarstvo po volitvah. In podobno razmišljam tudi za socialdemokrate. Pri njih pa opažam dvoje. Na nek način podobno kot pri Združeni levici, da ne pritegujejo novih ljudi. In tudi ne vidim, da bi pokazali kakšno posebno željo, da bi bili oni integrator na levici. Vse sem pred par dnevi napisal en tweet v razmislek jim, pravzaprav, da užitek, s katerim obravnavajo vsak spodrsljaj Združene levice, jim v resnici preprečuje, da bi odigrali vlogo integratorja in tudi tistega, ki bo potegnil na levici. Ker LDS je vlekla zato, ker ni nikoli brcala svojih sopotnikov. In ko to začneš delati, si težko tisti, ki na levici ali desnici. Ta antagonizem je pa zelo močen že od vsega. Podoben problem ima tudi Janša, ki ima sicer glasove, ampak način, s katerega obravnava svoje partnerje ali pa
ki naj bi vsaj bili partnerji na desnici, ne, mu v veliki meri preprečuje, da bi kdajkoli še postal mandatar. Ne. No, vse to bomo pol kasneje govorili, ne? Ampak zdaj, če ostanemo pri SD-ju, ne, se zdi, da nekako forum starejših, ne, v bistvu je ljudje, ki so pač prepoznavna imena, v bistvu iz predhodnic SD-ja, ne, to je nekako bil vsaj v tem novinarski srednji nekako znak, da je to zdaj tista stranka, ki je izbrana za to, da bo v bistvu da bo pač poskušala integrirati te leve glasove, o čemer smo se prej pogovarjali. V bistvu mogoče, ker je tudi v bistvu nekdanji predsednik govoril na prvem v bistvu tem srečanju, Milan Kučan, na tem, čeprav sam mislim, da ni, ne vem, mislim, da je član, ampak ni pa, seveda ne vodi tega foruma starejši v SD-ju. Mislim, jaz ne vidim tu posebnega problema, ne. Tisti, ki hočejo imeti Milana pa njegove resnične razmišljanje Kučana ne bojo imeli, pač ga bojo imeli, ne. Postavlja. Jaz mislim, da on sploh ni odločilen za to. Ali bo SD dobil ali ne bo dobil, ne. Problem SD-ja je v temu že v štartu postavljeno to, ker se vidi, da so popolnoma neambiciozni in bez ambicij ti ne moreš dobiti. Če ti ne stopiš naprej in vodiš, pač ljudje ti ne sledijo, ne. In to se najbolj kaže odločitev Židana za kmetijskega ministra. To je smešno. Da si kmetijski minister kot SD, to pomeni, da nimaš v resnici neke posebne želje nekaj spremeniti, nekaj ustvariti. Ne? In seveda problem, ki ga oni imajo, je to je podobno, kot smo že prej povedali, razumeš, nihče več ne ve, kaj SD je. Ne ve, kaj bi bilo, zakaj bi bilo potegnjeno, tudi oni sami znotraj ne vedo. In potem so taki poskusi s forumom tem starejših in podobne, ki ne bi kaj naredili, ne morejo. Ti rabiš nove sile potegniti noter, moraš zagnati stvari in moraš pokazati neko ambicijo, predvsem in da bi pa to naredil, moraš imeti pa reprezentanta takega. Zmeraj se konča na šefu. In če šef ni reprezentant tistega, kar pravzaprav hočeš doseči, ne boš tega dosegel. Drugi problem je, ne vem, zakaj razmišljate o tem, da SMC ne bi mogla biti zelo uspešna še. Zato, ker zdaj ocenjujete situacije, ki bo zdaj ocenjevati situacijo čez 2 leti, ena stvar imate prav. SMC ne more biti vrhunska, ne, in lahko prav samo zgublja, če bo nadaljevala to. Ne more ponoviti tega 35 Ne, ni res. Če bo nadaljevala to, kaj dela zdaj, potem je to res. Ampak vi ste pozabili, kaj je Janša naredil v enih volitvah, ki je bil tudi čist na dnu, pa se je dvignil tako, da je skoraj da zmagal volitve. Ne? Takrat, ko je to 2008, ne? Ko je potem Pahor s trojka zmagal na koncu, zgledali pa, da ga ne bo več. Ne? Predtem, kako leto 2. Ne? Se pravi, kaj je za SMC rešitev? Ne? SMC mora začeti vladati. Če ti nekdo drug vodi vse skupaj stvari, če se dogaja kadrovska politika, če ti ne pokažeš, da si sposoben obvladovati in da veš, v katero smer vodiš, se seveda ljudje ti pač ne sledijo. Ne? In zdaj ni nobenega, ki bi trdil, da SMC vodi to državo naprej. Da je ona upravlja stvari, da se govori. Saj se tudi k njim ne hodijo se pogovarjati. Se še tujci, ki pridejo, sicer imajo neke take razgovore, potem pa ve se, kam moraš iti, da se lahko kaj zmeniš. To sem že tukaj omenil, da zdaj ne bom več razlagal o tem, ker ni tako pomembno. Ne? Se pravi, lahko spremenijo stvari. Lahko, če bojo vajeti vzeli v roke in kazali resne zahteve. To, kar se od njih pričakuje. Se pravi, če si ti vodilna stranka in ne kažeš, da upravljaš, je konc zgodbe za tebe. In oni pade za to, ker ne sprejemajo odločitve. Pri Združeni levici je pa to, kar je Bogdan rekel najbolj točno, mislim, tu nimam kaj dodajati, kaj posebnega, ne, s tem, da nas lahko oni presenetijo. Oni ne morejo zmagati. Ne morejo zmagati. Lahko imajo pa vrhunski rezultat. Ne? In kako bojo pa odločitve padale? Kaj pa bo odvisno? Najbolj od vsega bo odvisno, kakšne bojo razmere. Tako kot so migranti popolnoma smeli zgodbo, čez 2 leti so lahko ne vem kakšne razmere. In tisto, kar je popolnoma zdaj že jasno, je to, da se cela Evropa, vključno Slovenija, približuje krizi. Govori se o 7 suhih kravah. Ne? Poglejte,
nam na splošno so vse večji problemi. To, kar dela centralna banka, s tem, ko znižuje obrestno mero, ko je negativna obrestna mera, kaj ima za posledico? To je GP Damjan krasno opisal v svojem blogu in upam, da ljudje sledijo to, pa vidijo, kaj se dogaja. Naši bančniki delujejo, dejansko banke se približujejo novi krizi. In v takih situacijah, tako kot so migranti vplivali, je treba imeti odgovore. In dobri politiki razmišljajo o trendih in se temu prilagodijo. Seveda pa moraš biti dober politik in moraš se postaviti na stran in razmišljati in voditi. Ja, izvolite. Ja, zdaj, Miloš, če govorimo o tem, kaj bo čez 2 leti na volitvah, zmer razmišljamo na podlagi tega, kar je danes. In seveda se lahko vse spremeni, lahko pride do Falklandske vojne in potem Thatcherjeva dobi popolnoma izgubljeno situacijo. Totalno, veliko bolj, kot ima danes SMC, recimo. Ampak seveda, jaz, ko sem govoril, kaj si mislim o SMC-ju, sem govoril iz sedanje situacije in, Miloš, jaz tudi ne verjamem, da se lahko bistveno spremeni. S Falklandsko vojno ja, s tem, da bi pa oni začeli se drugače obnašati, kot se sedaj, pa ne. To je pač moje mnenje. Mi smo dobili v parlament 2 novi stranki, z zelo novimi ljudmi, in v osnovi imata obe podobne probleme. Mislite na Združeno levico in SMC? Problemi, ki izhajajo iz politične neizkušenosti, da uporabim najbolj blag od izrazov, ki so tukaj v igri. In na drugi strani, in to je pri SMC-ju veliko bolj prisotno kot pa pri Združeni levici, programska neusklajenost ljudi, ki so tja not prišli. Tudi veliko večjih je prišlo pri SMC-ju, tako da je to veliko lažje. Mislim, da je 36 tam so ljudje z zelo različnimi pogledi. Jaz se malo pogovarjam z njihovimi koalicijskimi partnerji. Koliko časa traja, da ti nek odgovor dobiš od SMC-ja, ker gre to na njihove organe, ali v poslansko skupino ali pa na organ. Ampak tam to so stranka, ki je sestavljena iz ljudi, ki so imeli vizijo, kaj ta stranka je. Imeli so natanko 1 mesec časa, da so lahko to vizijo preverili, kar pomeni, da jo niso mogli preveriti. Zdaj so tam skupaj in imajo različne poglede. In zaradi tega, da bodo kar naenkrat prišli iz obdobja neodločanja v obdobje odločanja, jaz pač preprosto ne verjamem. In zaradi tega mislim, da jih bo to še naprej ubijalo. Sem pa že nekaj rekel, jaz ne verjamem, dvomim, da se jim lahko zgodi to, kar pozitivni Sloveniji. Mislim, da bodo prišli v parlament na naslednjih volitvah, da bo pa njihov rezultat bistveno slabši, kot je bil. Ampak gledajte, v gospodarstvu je stvar zelo preprosta. Če imaš težave, pa ne veš točno kaj, si vzameš pač kovče. Si vzameš nekoga svetovalce. Mi smo to popolnoma... Najprej moraš priznati, da veš, da ne veš. Tako je, to je pa predpogoj. To je pa predpogoj in se zavedati moraš nekaj, da svetovalce jemljajo najboljši. Jack Welch je imel vrhunske svetovalce, imel kovče, pa je bil nekaj časa priznan za najboljšega menedžera na svetu. In tu je ena identična stvar. Prvo, kaj se mora vsak zavedati, da če ti nekaj operativno delaš, te day by day, se pravi dnevni problemi, tako zapolnijo, da ti dejansko ne vidiš, kaj je. In na vladi imate vi vsak četrtek, mislim, da je še zmerno tako, imate meter gradiva. Kdo bo to prebral? Kdo bo znal odločati? In parlament ni ključna stvar. Ključna stvar je, ker ljudje mislijo, da je parlament. Za vlado, mislim, za vladajočo, tisto, ki ima koalicijo, je pomembno, kaj vlada odloča in kako je gospodarstvo tiste dele usmerilo, da se nekaj dogaja. Ljudje imajo imeti občutek oblasti. In jaz še zmeraj trdim, da se da doseči spremembe, da se da, je pa to naporno in seveda bojo morali čez cel kup kritike. Zato, ker tisti hip, ko bo nekdo očitno stopil, tako kot je recimo hotel nekatere stvari narediti mramor, pa so ga takoj povozili, je takoj dobil anonimko, dobil to, pa se je pa zgodil, kaj se je zgodil. Se pravi, tisti hip, ko ti nekaj hočeš prevzeti, se moraš zavedati, da ti bojo vsi tisti, ki izgubljajo ali pa mislijo, da bojo izgubili, stopili proti tebi. In če si sposoben čez to iti, to se mora pa Cerar odločiti in da bo začel prevzemati vajati v roke, ker recimo mi, da z Bogdanom smo imeli enkrat debato, ko sem res rekel, na enem, ki je imel en odličen nastop Cerar. Pa sem rekel, mogoče se je pa res človek odločil, da bo pokazal. In njegov odgovor je bil tisti, ki je bil res dober, je rekel, mogoče bo samo jezen takrat. Pa za tega bi odločil. Ne smete v jezi odločati. Če bi se o to zgodil, potem SMC lahko naredi.
ne razraste. Drugače bo pa tam okoli 10% se gibala. Vse je pa zmeraj pa nekaj se zaveda treba. Ko je nekdo prvi, drugi ga ne more z prvega mesta vršiti, če prvi ne naredi napake. Ampak Ampak malo kratek čas. Oni imajo bistveno manj časa, kot mogoče zgleda. Kajti ta preskok se bo zgodil v trenutku, že dolgo časa se nabira. Že dolgo časa se nabira. Oni imajo samo to srečo, da ne Združena levica, ne SD, pojma nimajo, kaj hočejo. Ker če bi vedeli, kaj hočejo, bi zdaj mirno jih preglasili. Tam pri SD-ju sem hotel vas še vprašati, to dilemo poznamo, ne, njihovo, ne, v bistvu, ker pač predsednik ima resor kmetijstva, ki je včasih bil nekako rezerviran za ljudsko stranko, ne. Zdaj seveda mnogi mislijo, da bi v bistvu morali oni na socialnih resorjih, ne, na delo, družini in socialnih zadevah, ne, ker je pa Anja Kopač Mrak, ki ima zdaj velike probleme tudi zaradi takega dogodka, kot ste rekli prej, ni Falklandska vojna, ampak je pa v bistvu pravzaprav zelo senzibilizirala slovensko javnost, ne. Mislim, nek tak dogodek je lahko zelo navaden, ne. Zdaj, a imajo napačne resorje v SD-ju? No, kmetijstvo je definitivno napačen resor, ne, to je že Miloš omenil, tukaj ni kaj dodati, ne. Po mojem vedenju, lahko da je tudi napačno, ne, je imel Židan na razpolago takratno gospodarstvo, ne, in to bi bilo... Kaj bi bilo boljše, v bistvu? Ni primerjave, ne. S tem bi tudi pokazal to, kar je Miloš rekel, ne, pač ambicijo, da se v tej državi, da oni nekaj naredijo, ne, in prispevajo, ker na kmetijstvu pač ne morejo, ne. Lahko izboljšajo kmetijstvo, ampak ne pa neko splošno stanje v državi. Zdaj, to, da so izbrali socialni resor, je seveda z vidika njihovih, vsaj tega, kar ne bi kot program zastopali, pravilno, ne. Ali bo ta epizoda res kaj vplivala na položaj socialdemokracije, ki ste ga omenili, ne, ne verjamem. Ne verjamem. Mislim, da bo šlo, kakorkoli bo šle mimo, no, ne, ali se bo pokazalo, da je bila odločitev Centra za socialno delo pravilna ali ne. Na koncu celo ne glede na izid interpelacije, ne verjamem, da to lahko zelo spremeni položaj socialdemokracije, tudi zaradi tega, ker ta položaj ni ravno eleganten, da tako rečem. Tako da eno vprašanje je ostalo neodgovorjeno, no, pravzaprav se lahko pojavi spet nekaj novega, ne. Ja, to sem hotel Ko se z Gregorjem Golobičem pogovarjava, ne, in v glavnem zabavljava čez današnjo politiko, kadar se o njej pogovarjava, je on, za razliko od mene, mnenja, ne, da Slovenci bodo še enkrat ponovili zgodbo z iskanjem novih obrazov. Ne. Zakaj? Da jim izkušnje 2 ali 3 dosedanje niso bile dovolj in da bodo še enkrat šli delati isto napako, je njegovo mnenje, volivci, preden bo prišlo do obrata. Ne, v tem, da morda le ni rešitev v tem, da nekoga, ki se še ni nič slabega pokazal, ne, izvolimo. Jaz sem bolj optimist, ne, in upam, da bodo že na tokratnih volitvah volivci priznali, da ni rešitev v tem, da iščeš nove obraze, ne. Seveda tudi ne v tem, da iščeš stare, ne, ampak v tem, da iščeš dobre. Ne. Ampak v obeh primerih, ne, tako v primeru, če se bodo odločili, da iščejo stare obraze, kot v primeru, če se bodo odločili volivci, da iščejo dobre rešitve, ne, seveda obstaja na levi strani definitivno prostor za nekaj novega, če seveda držijo predpostavke, o katerih sva oba govorila, in če se ne uresniči to, kar je Miloš rekel, ne, da pride pri SMC-ju do neke dosti radikalne spremembe v načinu vodenja politike. Ja, kaj pa zamenjava liderjev, ne, v bistvu, ne, zdaj precej se pred nedavnim špekuliralo, kdo je Tanja Fajon, da bi prevzela SD, pa še nekateri drugi. Prav tako so bile špekulacije nedaleč nazaj o tem, da bi nekdo drugi, da bi koalicija ostala, da bi se samo predsednik, da bi nekdo drugi prevzel vlado in tako v bistvu, ne, to je večkrat, ko v intervalih pridejo te in potem se pojavijo imena recimo evropske komisarke slovenske in
tako naprej. Mislim, ne bi zdaj vseh našteval, ki so v teh zgodbah nastopali. Ne. Definitivno, ta sprememba bi dala rezultat samo, če bi ta oseba bila že zelo karizmatična. Se pravi, mora biti že nekdo, ki mu priznavajo to, pa ga postavijo, ne? In teh ni dost. Ne? In jaz mislim, da če bi jaz se odločil na SMC-ju, jaz bi raj probal to narediti, ne? Ker je mnogo lažje, kot iskati tega novega človeka. Se pravi, probal bi spremeniti način vodenja in predvsem zelo jasno pokazati, da prevzemam oblast. Se pravi, jasno postavlja stvari, zato da se ljudje znajo ravnati. Namreč vi imate zmeren problem in Slovenci smo bili že v času Avstro-Ogrske največji zagovorniki Avstro-Ogrske, večji kot Avstrijci. Ne? Bolj smo imeli carja, mislim, da je cesar, kako so meni razlagali, zaradi hodil sem v Slovenijo, ne, priti zato, ker mu nikjer niso tako ploskali, pa nikjer niso tako mahali za stavicami, ki tukaj, ne, in to je dejstvo. Mi imamo ta odnos do gospodarjev, ne, ampak hočemo, da se on tako tudi približno obnaša. Ne. In ko enkrat to rolo dobi, lahko jo pa dobi, ker v končni fazi ne pozabite, Drnovšek je na začetku izgledal tudi čisti bebec. Ne. In Drnovšek je šele čez čas ratal Drnovšek. In je nekem hipu je človek, ki je bil popolnoma ekstremno slab govorc, v začetku je ratal naenkrat odličen najboljši slovenski komunikator. Ker ti komunikator ni tisti, ki lepo govori. Komunikator je tisti, ki ga ljudje sprejmejo, pa sprejmejo njegove misli. Da zasegajo, da pravi, da ta prenos. Predvsem ni dostkrat nastopal v javnosti. Tako je, ne, ampak je imel, ja, dobro, ampak če hočete imeti novega Drnovška, rabite novega Golobiča. Ne, rabite človeka, ki je sposoben, ki to zna postaviti. Lahko si Gregorju Golobiču misli, kdorkar hoče. On je znal delati, pa ni bil samo on. Ne glede, kaj si jaz o Bavčaru mislim, ne, pa nikoli nisem si mislil dobro, ne, je bil Bavčar sposoben politik. Mnogo boljši, kot je bil kdajkoli v življenju menedžer. No. Kot politik je bil dober in če bi politik ostal, bi bil danes najverjetneje vodil. To je dobra istočnica. Ne? Gregor Golobič bi se ne nazadnje lahko vrnil v politiko. Na naslednjih volitvah. No. Oziroma, mislim, ne vrnil v politiko, nikoli ni šel verjetno iz politike, ampak bi se vrnil na sceno. Ne, iz politike je odšel. Ne? To vam, glede na to, da dosti redno se z njim pogovarjam, zatrdim. No, ampak najbrž ni prav, da jaz v tem ugibam. Jaz mislim, da Gregor Golobič, če bi se zdaj vrnil nazaj, bi bil slab. Zato, ker vse tisto, kar je on prej, na čem je on delal, to ne obstaja. Vse to, te velike govorice o tem, kaj Gregor Golobič dela, je pač tako, kot je enkrat moj prijatelj zelo lepo povedal, pa ne ga ne bo imenoval, da je par ljudi v Sloveniji, ki bi morali biti svetniki, ko se to prikazuje ljudem, ne. Ker Gregor Golobič se prikazuje vsem ljudem tako, da vse posod nastopa, v resnici pa je mnogo manj prisoten. In vrnitev Gregora Golobiča v praktično politiko bi bila po mojem dizaster. Zakaj mislite? Zato, ker niso iste situacije, kot so bile. In zmeren, pogledajte, to je napaka, ki so jo naredili Francozi v drugi svetovni vojni, ko so postavili za generale ljudi, ki so se v prvi svetovni vojni izkazali. Vi morate druge vrste ljudi. Oni so imeli nekaj časa. Horst Hafner je bil človek, ki je kazal, da bi to lahko bil. Pa je žal zbolel, ne, koliko sem slišal, ne, in seveda zdaj ni več človeka, ki bi to bil sposoben speljati. To je zelo zanimiva oseba. Še ena stvar, da sem povedal za Gregora Golobiča. Zakaj je on bil tako uspešen? Zato, ker je uspel razmišljati v big planu in uspel je vedeti, on je bolj vedel, kaj hoče Drnovšek kot Drnovšek sam. In je znal stvari usmerjati. On je bil usmerjevalec in to. In istočasno so se ga bali. Ti ne morete dva taka človeka biti. Ne Drnovšek, ne Cerar nista bila človeka, ki bi se ljudje bali. In nikoli se jih ne bojo bali. Če pa vi nimate v firmi, enako velja v državi, človeka, ki se ga ljudje bojijo, se ne zgodi. Nekoga, ki stvari postavi in če se ne izvršijo, so posledice. Tukaj pa ni posledic. Kaj pa, mogoče še, da ta del zaključimo, v bistvu Desusa nismo omenjali, Karla Erjavca in pa ne nazadnje Zorana Jankovića, mislim, če smo že omenili Gregora Golobiča, Zorana Jankovića pa Karla Erjavca, kaj še mogoče par besed okrog te njihove vloge. No, o Zoranu Jankoviću lahko da se motim, ampak mislim, da se ne v zvezi z naslednjimi državnozborskimi volitvami in v zvezi z državno slovensko politiko, mislim, da ni
potrebe, da bi govorili o Karlu Erjavcu pač. Ne. To, da bi on potegnil, ne. Sploh nismo govorili o tem in to že samo nekaj pove. Ne. Očitno ne mislimo, da bi lahko. Ne. Oziroma Desus. Karl Erjavec bi morda še lahko, ampak v kakšni drugi stranki bi moral biti, ne, da bi lahko. Jaz sicer mislim, da je v tej vladni kompoziciji, ne, definitivno on človek z največ političnimi izkušnjami, po mojem tudi z največ političnega premisleka o posledicah posameznih, tudi zaradi tega, ker se zaveda labilnosti te koalicije, ne, izjemno discipliniran, ko gre za to, da se vleče poteze, ki ne škodujejo SMC-ju, ne, lojalen v tem smislu, ne, in to ne zato, po mojem, ker bi tako dobro SMC-ju mislil, ampak preprosto zato, ker ve, ne, da so tukaj lahko posledice zelo hitro katastrofalne za koalicijo in posledično lahko tudi za državo. Ne. Tako da jaz moram reči, da sem v tem mandatu o njem popravil mnenje, v primerih sem ga imel. Ampak še zmeraj pa Desus pač mislim, da ne more biti stranka, ki zmaga volitve. To je zanimivo, ne? Mislim, ker je recimo okrog teh debat, okrog kulturne ministrice, okrog tega Rudnika in Nesrečnega in teh zadev je zelo jasno. Ja, ampak je bil že prej na drugih točkah, ne? Ko je šlo tudi za nekatere kadrovske rešitve, ko je šlo za interpelacije, izjemno discipliniran, lojalen, ne? Pri čemer vsi vemo, ne, da tudi recimo iz tistih prisluhov, ki so ušli, ne, da nima ravno tako ekscelentnega mnenja o SMC-ju in predsedniku vlade. Ne. Okay. Jaz bi na tej točki... In to disciplino pri njem spoštujem. Ne. Dobro. Jaz bi predlagal na tej točki, da pogledamo glase, pa še v zadnjem delu nekaj povemo o dogajanju na slovenski desnici. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj seveda, če gremo še na desno sredino oziroma desno od sredine, če vzamem to iztočnico Miloš vašo okrog tega, da se morajo ljudje malo bati tega liderja, ne, v bistvu je seveda Janeza Janše se bojijo, ne, v bistvu, ne, in delajo in se zelo ukvarjajo z njim, v bistvu, ne, je pa res, da je 25 let na sceni. Ja, tisti, ki so njegovi konkurenti, če govorim se, ne, oni predvsem se ne smejo z njim ukvarjati, ampak s sabo. Kaj je, za Janšo se dovolj Levica ukvarja. Če bi bili desni pametni, ne bi nikoli ukvarjali z njim, bi se ukvarjali s sabo. In bi sebe gradili pa postavljali. To, kar je prej omenil za LDS, Bogdan, ne, to je bila res pametna odločitev, ne, da ne nabijaš ostale. Ne. Jaz osebno tudi mislim, da bi bilo boljše, da Janša tega ne bi počel, ne, da bi več dosegel na to. Ampak mi vsi imamo premalo informacij o stvareh. Ko nekaj ocenjujete, Janša je meni že ne vem kolikokrat pokazal, da ve, kaj dela. In mnogokrat so se tisti, ki so ga takrat ocenjevali, zmotili, ker te volitve pokaže, da očitno ve, kaj dela. Vprašanje, ki ga je treba postaviti, je pa to, ali tudi drugi vedo. Nova Slovenija, po mojem mnenju, se pametno odmika malo, ampak jaz sem prepričan, da če bo te dve stranke ali pa še druge, ki bi prišle, imeli večino, da bi lahko sestavili desno vlado, bo ta sestavljena, ne glede, koliko se bojo kregali med sabo. Ja, to se strinjam. Ja, zaradi v bistvu baze, ki jo imajo te stranke, ne, ker bojo zahtevali, da pač se ta desna, če bojo seveda zbrali dovolj glasov. No, jaz tisto, kar pogrešam pri Novi Sloveniji, je to, da že nekaj časa nisem slišal Tonina, že nekaj časa nisem slišal Ilca, zapravi nisem slišal ljudi, ki so govorili, ki so bili največji tisti, ki so največ govorili o gospodarstvu. Ker ti dva sta največ govorila o gospodarstvu. No, sej govorijo o davkih, mislim, da je bila pred nedavnem ena okrogla miza o slovenskem gospodarstvu, ravno ob tej 25-letnici. Mislim, da predsednik odbora za finance in da se ukvarjajo, v bistvu, da precej dajo na zdravje, na zdravstveno problematiko, na finance, na davke, da je to delajo tako, ampak videti agenda. V medijih jih ni o teh temah več že nekaj časa. Se pravi, če drži ta teorija, ne, da so zdaj zato, ker je Novakova govorila o demokraciji, ne,
da bi treba več demokracije na desnici, zraven pa pozabila povedati, kar bi popolnoma drugače zvenel, ne, če bi pač, ker je s tem dejansko zvenel, kot kritizira Janšo, ne, če bi ona rekla, kad je desnica se pri nas identificira z Janšo, ne, če bi ona v tistem dodala samo še zraven in to velja za vse nas, nikoli ni dovolj demokracije, nišče ne obstaja stranka, ki ima do viška demokracije, ta ne obstaja. Nikoli ni, niti nikoli ne bo. Ne. Se pravi, da bo treba ves čas to razvijati, ves čas to obdajati, potem bi imela prav. Pol ne bi to doživela, kaj doživela. Ampak če drži njihova teorija, ne, da bojo zato, da imajo zdaj medije na razpolago, ne jih izkoristijo za take stvari. Ne izkoristijo za to, da se bo naredil preboj, ki bo koristil celi Sloveniji. Ne. Ker oni so se isto vstavili. In tako kot smo prej govorili za Združeno levico, se mi zdi, da tudi tukaj že nekaj časa ne vidim neke druge stvari. Mogoče zdaj ta nek obrat se mi zdi, da se je začel na tem na Bledu, ne, pred kakim mesecem pa pol, ker je v bistvu Janez Janša spremenil retoriko, predvsem v smislu, da je treba povezati se na desni sredini, da naj se ljudje priključijo njemu ali nekterim, ali pa katerikoli od drugih strank, če pa mislijo, da jim to ni dovolj, ta okvir, pa naj ustanovijo nove stranke. V bistvu to je bila neka, bi rekel, zadeva, ki ni ostala glih neopažena. V tem drugi moment je pa seveda ta skupni nastop liderjev SDS-a, Nove Slovenije in pa SLS-a. Tisto, kar jaz najbolj opazim pri Janši, so njegovi tviti. Pa ne sam jaz, ne, ampak ker njegove tvite vidim preko medijev, ne, ker me je blokiral. Čeprav mu nisem sledil in ni bilo treba tega mu narediti. Ampak očitno tudi mediji, ne, od vsega njegovega delovanja najbolj opazim njegove tvite in ti tviti so marsovski. Ne? Tako se vsaj meni zdi. In čeprav se strinjam z Milošem, da v principu ve, kaj dela, ne se tokrat pa sprašujem, ali tudi tokrat ve, kaj dela, ne, s temi tviti. Ampak morda se bo pokazalo, da ve, nočem ugibati. Ne. Bolj nek drugega, jaz kar razmišljam, ne, o tej desnici, ne, in razmišljam tudi o opcijah, ki jih imajo vsi ti na desnici, ki bi se radi izvili iz Janševega objema, ne, in to dejstvo je prisotno v bistvu od vsega začetka. Ne. Že Peterle je imel s tem probleme. Ne. Ne vidim veliko možnosti. Ne. In tudi razumem, kaj je tisto, kar jih zelo jezi. Ne. In zaradi česar je uporabljal to besede Novakova v zvezi z demokracijo in beseda je nesrečno izbrana, ne, ker ne gre za problem demokracije. Ne. Tudi zakaj bi se kdorkoli izven SDS-a ukvarjal z SDS-ovo demokracijo, to je njihova stvar, ne, kako se oni tam znotraj, edino, kar me zdaj z demokracijo zanima, je država. Ne pa kako se v SDS-u grejo svoje zgodbe ali pa v Novi Sloveniji. Ne. Ampak v resnici je to, kar Janša nad njimi izvaja, neke vrste teror. Ne. In inteligenten teror, to moram reči. Ne. In brez fizične presile, seveda. Ne. Brez napada na hodniku kongresa. Tako je, brez fizičnih obračunavanj. Ja, in to je tisto, kar jih tako obvladuje. Ne. On ves čas vprašanje antikomunizma, ki je sicer edina rdeča črta njihovega programa, in to je tudi tista točka, kjer ve, kaj dela, če mene vprašaš, ne? Ker to vprašanje antikomunizma uporablja tako za navezovanje trdega jedra svojih volivcev, kot za obvladovanje partnerjev na desnici. Ne? Novi Sloveniji nič ne pomaga, ko govori o gospodarstvu, ne? Ker v nekem trenutku Janša najde točko, ne? Na kateri jih disciplinira na vprašanju, ki je zagotovo povezano na nek način z našo preteklostjo. Ne? In to jih seveda neznansko jezi iz dveh razlogov. Ne? Prvič, ker jih terorizira, in drugi zato, ker v resnici jaz vsaj ne vidim izhoda iz tega. Ne? Če oni ne grejo na ta miting, ne, je to napaka, in če grejo, je napaka. Ne? Če se ne izjasnijo o neki točki v zvezi z drugo svetovno vojno, ali pa kaj pa vem čim, ali pa Kučanom, ne, če hočete, ne, je napaka, in če to naredijo, je spet napaka. Ne.
napaka, če naredijo, je zaradi tega, ker so se s tem podredili, ne? Če ne naredijo pa zato, ker jim to njihovo volilno telo neizmerno zameri. Ne? Seveda, zdaj Miloš boš rekel, rešitev je v tem, da postaviš liderja, ki je sposoben peljati neko drugo agendo, ne? Ampak tega pač ni na spregledu, tako kot ga ni na levici, ga tudi na desnici ni na spregledu, ne? In ta ujetost njihova bo obstajala še kar naprej. Zdaj, tu je zanimiva točka, ne? Pač nekako rekla sta, da se Nova Slovenija poskuša neko svojo agendo pač postaviti predvsem na točkah, ki pa niso več, v trenutku niso več pomembne, ko pride vprašanje, recimo, kaj jaz vem, koroških otrok ali beguncev ali ko pridemo na polje ideologije, ne, v bistvu, kjer pa na različnih točkah. Recimo zanimiv je pa SLS, ki se pa nekako v bistvu prevzel retoriko, vse kar se begunske problematike tiče in pa kritike Cerarja in pa zunanje politike oziroma Hrvaške in teh zadev, je pa v bistvu mogoče celo bolj radikalen od Janše v nekaterih zadevah, ne, mislim, in seveda je tudi govor je bil popolnoma, rekel, ni odstopal od teh stališč, ne, mogoče Bogdan, ne, mislim, če me zanima, kaj pravite na to. Na govor ne, mislim, na SLS-ovo pozicijo oziroma na to kompozicijo znotraj, ne, mislim, na različne. Se mi poprečujem, ampak mislim, da je SLS nepomemben. Nepomemben. Ja. In da ne bo v bistvu odigral na naslednjih volitvah vloge oziroma da bi prišel v parlament. Ob takem vodstvu, kot ga ima zdaj in s tako nastopanjem, kot sedaj, ne verjamem. Ampak Miloš je zmer boljš poznal, sedaj v SLS-u kot jaz. Pri SLS-u, prvo SLS je prvi začel s to zadevo, ne. Ni Janša začel s tako retoriko pa s tem, ne, okoli migrantov pa o tem, ampak je SLS začel, ne. Jaz mislim, da jim je to služilo za poenotenje, ne, tudi za to, da so rabili nekaj svoje, najti neko mesto. Zdaj morajo pa nujno spremeniti. In ko govorim spremeniti, rekel, da SLS se bo morala vrniti na kmete pa podeželje. In če ne bo postala koristna za kmete in podeželje, nima čisto nobene možnosti. In naslednja stvar, ki bi morala SLS temu dodati, ne, morala bi mestno kmetijstvo še svoj program dati. Če bi te stvari imela, bi dobila spet... samooskrbo, ekološko kmetovanje. Mestno kmetijstvo je prav izraz, ki ga tudi uporabljajo in se tudi ve, kako to so te gredice, ki jih delaš, ne, kako lahko pa noter. Cel kup stvari take, ki imaš, ne, ki jih razvijaš, ki so zelo ekološke, ki so koristne, ki ljudi sproščajo in tako dalje. Pri Janši pa in če bo to naredila, se bo znova dvignila. Če bo šla nazaj kmetijstvo, če bo to se nazaj vrnila in bo to dala in se bo ukvarjala ko bi rekel, van išču partijsko rada, to je težko, ne, verjetno, zdaj, mislim, dobro, Peter Vrisk je predsednik... Zakaj težko? Zaradi tega, ker nimajo resorja kmetijstva že nekaj časa. To ni pomembno, Nova Slovenija ni imela resorja, pa se je dvignila nazaj. Važno je, koliko delaš in kaj, oni so skozi zelo blizu tega, se pravi, oni lahko prestopijo nazaj. Druga stvar pa je, pri Janši je pa, ne vem, če sta vidva brala njegovo knjigo Noriško kraljestvo. Jaz sem zelo prijetno presenečen, ko sem jo prebral, ne, ampak ker je, ne sem, da je kot knjiga mi bila simpatična, ampak v knjigi pravzaprav vi lahko vidite njegovo dušo. Lahko vidite, kaj je njegov ključni cilj, da nekaj stvar ustvari. In tisti, ki to prebere, bo videl drugačnega Janša, ko ga vidi mogoče zaradi svojih tudi tweetov, ne, pa tudi česa drugega, pa seveda očal, čez kjer gledate. On dejansko, to je recimo Pod svobodnim soncem, ne, če bi vzel, je druga taka knjiga, ki govori o našem razlogu obstoja, pa kaj ne bi rata. In je ta knjiga zelo koristna za razumevanje. Za razumevanje in mogoče bi komu tudi drugačen pogled podprla. Samo eno metodološko pripombo, če tako rekoč obrobi. Meni se zdi marsikdaj zelo problematično presojati politika skozi njegov značaj. In ne bi rad našteval iz preteklosti politikov, ki so bili topli ljudje, njihove dejanja so bila pa katastrofalna. Sej za razumevanje človeka je to zelo pomembno, ampak spremeniti sliko o politikovih dejanjih
na osnovi razumevanja njegovega značaja se mi zdi pa nevarno celo, ne, marsikdaj. Ja, samo pri Janši se dajmo čisto tako gledati, ne? Če bi mene to delali, kaj so njemu počeli, pa to naredili, jaz ne vem, kaj bi naredil, kako bi reagiral. Mi smo vsi lahko pametni, kaj se je dogajalo, vendar, če tebe nekdo spravi tako v zapor, ko so njega spravili, pa to naredi, je seveda tudi reakcije so, recimo, da imaš tisto krajši fitilj, ko pravijo, ampak zdaj govoriš razloge za to, da se umakne iz politike. Ne, zakaj bi se umaknil nekdo, ki je najbolj uspešen v Sloveniji? Kjer je politike uspešnejši v Sloveniji od njega? Vsi. Kjer? Zaradi tega, ker ima to... Nočeš komentirati, ker sem ti odgovoril na vprašanje. Zaradi tega, ker ima kratek fitilj in to si sam omenil. To je zanimivo, ne, v bistvu dosti je pozivov, ne, naj se umakne po 25 letih, ne, v bistvu ne. Ampak seveda je njegova reakcija na to glih ni najbolj prijazna, v bistvu, ne, do tistih, ki ga hoče na vsak način razrešiti. Tebi tudi govorijo, da se umakne, pa zakaj se ne umakneš? Ampak jih pa ne pošilja k eksorcistu. Ja, ampak je način. Jaz še zmeraj mislim tako, to kot sem ne vem kolikokrat že povedal, ne, o SDS-u naj sodijo in o Janši smejo govoriti, kar se tiče stranke, ali bo se umaknilo, ali ne, tisti, ki so člani SDS. Ampak ali drugi se njega pa trudijo premagati. In ko bojo tako dobro delali, ko on dela, ne, se bojo lahko ga premagali. Vse so ga še razen na enih volitvah so ga do zdaj zmeraj. Na desni ga je samo enkrat. Na desni ni tega se zgodilo, ne. Ampak mislim, zanimivo je tudi... Se več govori o njej na levici, o njema. Paralela, ne, v bistvu, mislim, Gregor Golobič, Janez Janša, ne, Gregor Golobič se mora umakniti, ali se je hotel umakniti, ali so v bistvu ga mediji takrat pač tisto zadevo izkoristili proti njemu. Nekomu se dovoli, nekomu se ne dovoli, v bistvu, na slovenski politiki, ne, v bistvu, ne. Ja, to je sicer po mojem povsod, ne. Da se nekomu dovoli, tudi v družinah je tako, ne? Da se nekomu dovoli, nekomu ne, in to je odvisno od zelo iracionalnih momentov, ne? Tako kot je bilo pri Gregorju ogromno iracionalnih, zaradi česar se mu ni dovolilo, ne? In seveda so mnogi izhajali iz Gregorjevega značaja, ne? Tako so tudi pri Janši, ne? Ali pa pri Jelinčiču, če se spomnite, kaj se je njemu dovolilo, ne? V slovenski javnosti, še več kot Janši, v resnici, ne? In te stvari so na osnovi nekih iracionalnih zaljubljenosti, da tako rečem, ali pa iracionalnih sovraštev dogajajo. In ne vem, za enega sociologa bi verjetno bilo lahko zelo zanimivo, da bi se s tem ukvarjal, ne? Ne vem, če ne bi mi to tukaj počeli, ampak zdaj, ko ste ravno omenili oba v nekem kontekstu, bi še en drug kontekst rekel, ker sem se že prej spomnil, ko ste Miloša rekli, da, ko je Miloš govoril o tem, da ste se Gregorja bali, ne? In je bila vaša reakcija, da se Janše pa bojijo, ne? Kar naj bi pomenilo, da tam imajo pogoje za to, da organizacija uspešno deluje, ne? Da, ne? Vendar, ne? Obstaja razlika, ali se bojiš prvega ali drugega človeka. Ne? Človeka, ki se ga bojiš, imaš težko rad. Ne? Imeti rad šefa je pa dosti pomembno za to, da se organizacijo lahko primerno vodi, ne? In pri Gregorju in Drnovšku je to bilo tako, ne? Prvega človeka se, kot je omenil, niso bali, ampak se ga imelo več ali manj radi, ne? Tako je bilo tudi recimo pri Luju XIV pa Richelieju. Balo se je Richelieja, ne Leva XIV. Ne? In Richelieu je imel vlogo Gregorja Golobiča v času največjega prosperitete Francije. Ne? To je neka razlika, ne, ki je dosti pomembna za razumevanje tudi za tega, zakaj je Drnovšek zmagoval, ne? Janša je pa zmagal enkrat. Zdaj, še se mi zdi, da je pač Janez Janša tudi ugotovil, da si more pač neke stranke narediti, mislim, da mora imeti neke partnerje in mora se neke stranke narediti in tu se omenja pač ta vloga Aleša Primca, ki mislim, da bo vsekakor ustanovil stranko, vsaj po teh informacijah, ki jih imam, je praktično nek program napisan in naj bi se to zgodilo
zdaj ali formalno ali v zelo kratkem času, ne, kakšna je pravzaprav možnost nekih in Aleša Primca in ne nazadnje tudi, ko smo prej govorili o SLS-u, se tudi tam se mi zdi, da je gospod Šrot je izstopil iz SLS-a, pa tudi Franc Kangler napoveduje, da bo v bistvu na osi Koper, Maribor in Celje ali pa še kje, da bo tudi svojo stranko nadaljeval. Ne verjamem, da bosta dve nastali, ne? Če bo ena. Ena, ne dve, mislim te. Ne verjamem, da bosta dve stranki na desnici nastali novi, no, tako, ne? Če bo ena. Jaz sem v enem intervjuju že rekel, da Primc bo lahko ustanovil svojo stranko, če bo dobil, kako bi rekel, soglasje Janeza Janše, ne? Pa ne mislim, da mu ga bo izrecno izrekel, ampak to soglasje bo vidno potem, ali bo tisk na desnici to stranko napadel ali ne. Tako, več znakov je potem, da ga bojo sprejeli z blago naklonjenostjo, ne? In v tem primeru bo do te stranke prišlo. Kakšen bo njen uspeh, moram reči, da si ne znam čisto predstavljati, ne? Zdi se mi, da je najbolj odvisno od tega, kako bo Nova Slovenija na to reagirala in kako bo znala zadržati glasove, ki jih ima zdaj, ne? To je predvsem, mislite, da je to je ključna zgodba znotraj tega Mislim, da je na eni strani to, ali bo Janša s to medijsko podporo, ki jo ima, ne, na desni to razumel kot nekaj, kar mu koristi, ne, ali ne. In na drugi strani od tega, koliko bo Nova Slovenija sposobna temu parirati. Ne bo ji pa lahko, ne. Vsekakor si želi v bistvu verjetno bolj za partnerja Aleša Primca kot pa Novo Slovenijo. Mislim, to je o tem ne bi rad špekuliral. Mislim tudi, da se zna to spreminjati. Jaz tudi ne mislim, da je to kaj fiksnega. Ja, sej, točno. Pri Alešu Primcu je pač glavno vprašanje, ker ne ve, kdo so še ljudje zraven, ne, in kaj je pravzaprav sploh zagovarja. Če je to, kar do zdaj zagovarja, ne, v tem primeru to ne prepelje nič novega v politiko, ki bi nove ljudi pripeljalo na volišče. Ker ključno vprašanje nove stranke je, ali pripelješ nove ljudi na volišče. Ne ali od SDS-a, ali od SLS-a, ali od SDS-a jemliš ljudi. Ključno vprašanje je, ali nove ljudi pripelješ. Agenda Primca je jasna. V bistvu eno je sodstvo in seveda reforme v sodstvu, nova zakonodaja, drugo pa družinski zakonik. Jaz mislim, da noben od nas tega ne ve. Mi si uganjujemo, ne. Špekuliramo, kaj ne bi bilo, glede na to, kar je do zdaj delal. Ne vemo, kdo so ljudje, s katerimi dela, ne vemo, kaj so prinesli, ne vemo, kaj bo to pomenilo. On tudi ne dela sam. Stranka ni nikoli one man project, ne. Tega ni, ne. Mene spominja malo situacija na tisto, ko je pač... Da ga bo pa Janša sprejel, pa da bo sprejel skoraj vse, bo pa vse, razen tiste, ki se bo od njega odcepili. Nisem razumel. Janša do zdaj, ne, ni napadal drugih ljudi iz strank, ko so se na desni ustvarjali, ko so se nove stranke ustvarjali, razen tisti, ki so se od njega odcepili. Tile so se poustvarjali nove stranke na desnici. Vse si jih me že prej par, razumeš, postavil. Nobene se ne spomnim. Spomnim se še on, ki je še tak... Mislite Viranta, ali kaj je v bistvu? Virant je se odcepil od njega. In tako se je odcepil, da je prišel s ključkim programom, je odšel od njega. Zato se je to zgodilo. In on se je počutil... Ne, odšel je s ključkim programom oziroma s koalicijsko pogodbo je odšel od Jankoviča. Ne, to ne drži. On ni šel s ključkom. Odšel je tam, ampak ne s ključkom. Ampak s ključkom, s programom, razumeš, vsaj to, ko so meni razložili, je odšel od Janše. Noben ni vedel, za to se zgodi. In ko ti nekdo odide, ki ti je tvoj najbližji, je tvoja normalna reakcija. Morda je pa on napisal tisti program, pa je zato. No, kakorkoli, ne, se je irelevantna stvar, ne bi to postavil. Samo hočem reči, da do zdaj, kar jaz vem, Janša ni bil negativen do drugih strank, samo po sebi v času volitev, a razen od tistih, ki so od njega odcepili. Ne, bili so negativni mediji, ne on, jasno, ne. Ne, pa jaz mislim, da kdo je za brezplačniki, recimo, smo vsi vedeli, ne. Tako kot vemo, kdo je za 24, Novo 24, ali pa Demokracijo. Vemo, kdo je za Popom, vemo, kdo je za Dnevnikom in tako dalje. Kdo je za Popom? Je Jamnik, ne, kaj?
Follow the money. Govorimo o politiki. To je deal, s katerim se dela pač naprej. Skratka, kadar Pop TV napade SMC, je zadaj Jamnik. Zmeraj imaš kjer noter, ampak noter to se dogaja pogosto. A mislite, da bodo mediji veliko vlogo odigrali v tem, ne nazadnje drugo leto v predsedniških volitvah, pa potem tudi v teh parlamentarnih? To je pa oprosti za novinarja čudno vprašanje. Ne, mislim, da bodo ključno vlogo odigrali. Do zdaj so v vseh zadnjih volitvah so odigrali ključno vlogo. Včasih seveda pride tudi kakšen dogodek, kot je Falklandska vojna, ki odigra ključno vlogo in to ni krivda medijev, čeprav bi mediji lahko spregledali Falklandsko vojno, najbrž težko. Ampak v principu jasno, da mediji so za zadnje 3 volitve definitivno odločili. Za zadnje recimo so jih odločili s tem, ko so izbrali Cerarja kot tisto novo osebo, ki je nosilec vseh naših teženj po moralnosti, boju proti korupciji in tako naprej. In novemu obrazu. In ne nazadnje tudi Luka Mesca. Naprej so odločili s tem, ko so postavili bitko Janković-Janša kot edino bitko, o kateri se na teh volitvah gre. Še naprej, ne bom še toliko nazaj, recimo predsedniške volitve, definitivno. Odločili s tem, ko so izbrali, da je pot v Sarajevo za 27.000 evrov najpomembnejša točka, katerega predsednika bomo imeli. In tako dalje. Skratka, mediji so tisti, ki postavljajo okvir, znotraj katerega se potem akterji tolčejo. Ampak postavitev okvirja je v resnici že odločitev o tem, kdo bo zmagal. V veliki meri. Ali pa kateri od dveh bo zmagal. In v tem smislu bodo mediji tudi tokrat, če ne bo Falklandske vojne, odločilni. Še to bi vprašal, mogoče še samo tole vprašanje okrog bi rekel, gospoda Kanglerja, pa okrog teh županov, v bistvu, ki si želijo neko vlogo odigrati, gospoda Popoviča in še nekaterih, ki so mogoče tudi gospoda Šrota, če se bo priključil, ali bo to neka nova SLS, ali lahko nastane neka nova SLS. To je ena zadeva, drugo pa so seveda ti ljudje, ki so pač, bi rekel, bili nekoč, ki izhajajo iz Nove revije, Rupel, Jambrek in te zadeve, oziroma neka liberalna stranka. Mogoče še to. Miloš je bil dolgo v Mariboru, tako da je primeren za odgovor. Tisti ljudje, ki so zelo izključevalni do drugih, in to za Kangler in za Popoviča velja, definitivno so izključevalni do drugih mest, oni so to moje mesto in tisti zelo težko na slovenskem prostoru funkcionirajo. Oni lahko poberejo znotraj, ampak ko so državno-zborske volitve, se ljudje pač odločajo po nekih svojih merilih, na lokalnem nivoju oni bojo dobivali, dobivajo, so močni, ampak ti ne moreš graditi na nečemu, ko je proti nečemu. Zmagaš lahko samo za. Proti ti pomaga nekoga rušiti mogoče. Hoče ti zadržuje, da se skupaj ljudi držijo, da te podpirajo, ne dajo ti pa prednosti. Kar se tiče Rupla in ljudi iz Nove revije, veste, ljudje imajo... Oziroma Jambreka, ljudje imajo pa nas poln kufr profesorov. Poln kufr imajo profesorov. Ljudje komaj čakajo, da se nekaj spremeni in oni niso ne novi obrazi, ne taki, in to je težko dobiti. Teh, ki bi si... Kaj mi vidimo, kaj se najbolj tipično v cele zgodbi je to, da ljudje imajo vse večji poln kufr vse politike. Razen par izjem, pogledajte, kako se ekstremno povečuje število neopredeljenih. Če to ni alarm za politiko, da so ljudje vse bolj nezadovoljni, da je vse slabše. Pri nas, evo, pogledajte, z tega spodnjega, srednjega sloja ni več. Kako ti ljudje živijo? S čim? In kako mislite, da bo on šel na politiko, ko je jezen na vse? Če mu ne bo ne ponudil novo... Na tej točki se pa, gospod Bišek, mogoče, če se vrnemo na začetek, tu je neka antipolitika, kot je ta Združena levica predstavljala, v bistvu, je imela neko, bi rekel, je imela nek prostor in možnost, če bo... Ja, beseda antipolitika sicer ni prava, Ja, no, mogoče se... Ker oni, mislim, da se zavedajo, da je politika potrebna,
ampak drugačna politika. Ja. Ne? Niso proti politiki kot politiki. Tako. Ampak to je, jaz mislim, da je to splošen problem zahodnega sveta. Ne? Morda tudi več kot zahodnega, ampak tam manj sledim in manj poznam, kaj se dogaja na Japonskem, pa Kitajskem in tako naprej. In ne gre samo za, kot pravi Miloš Poufenkufer, imajo politike, gre za precej več. Poufenkufer imajo establishmenta. Ne? Spadajo zraven tudi bankirji, pa še kdo, ne? Tajkuni in tako dalje. Ne? Vsega tega imajo Poufenkufer in to se vidi pri zmagi Corbina na laborističnih volitvah v Angliji, zelo izrazito. Ne? Vidi se pri Sandersu in podpori, sicer najbrž ne bodo zadostovala za to, da bo nominiran, ampak ne vem, na prejšnjih volitvah je bilo popolnoma nezamisljivo, ne, da bi nekdo, ki sam sebi pravi demokratični socialist, dobil 5% glasov. Tako da ta stvar se zelo hitro spreminja, ne, in tudi po mojem mnenju je dosti nevarna, tako ki mi je rekel, ne, zatem bi se morali politiki resno zamisliti, ne, ker mislim, da vodi v globalno gledano, ne, v zelo nestabilne situacije. Ja, upam, da ne v kaos, ne, ampak morda tudi na koncu. Zelo nestabilne situacije, ki lahko povzročijo tudi vojne. Ne. Dobro, jaz bi na tej točki se vam zahvalil za sodelovanje na nocojšnji oddaji Vročistov. Vama in gledalcev bi se rad tudi upravičil za to zamudo na začetku zaradi tehničnih težav. Seveda pa hvala lepa za sodelovanje in vam, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost in lahko noč.